današnji avtomobilnosti bomo govorili o hibridnih vozilih, takšnih, ki kombinirajo moč naših nog z elektromotorjem in nikakor ne zaradi potuhe. A ker so ta kolesa težka, se je treba prilagoditi s prevozom. Pogovarjali se bomo z novim Mercedesom razreda A, se od zime poslovili s sončno rumenim stonikom in izračunali stroške parkiranja. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Kolesarstvo je globalni fenomen pametne mobilnosti in tudi cvetoča industrijska panoga. V lanskem letu je bilo prodanih po celem svetu kar 150 milijonov novih koles. V zadnjem desetletju pa silovito prodajo vidimo pri električnih kolesih. Ta prinašajo drugačno mobilnost, lažjo in hitrejšo v mesta, pa tudi razširjajo aktivno življenje tisti, ki se sicer aktivnega kolesarjenja morda ne bi lotili. Ja, ima pa električno kolo tudi na nek način dvorezen meč. Če bi drugače šli z njimi na vrh klanca, na katerega drugače sploh ne bi upali zapedelirati, pa imajo tudi eno, lahko rečemo, temno plat. Morda pa res. Bistvo električnih koles je seveda, da nam pomagajo kolesariti hitreje. Nekatera so tako hitra, da bi kolesa bilo treba tudi registrirati. Jih je treba registrirati po zakonu. A zakon je eno, praksa pa seveda drugo. Nismo vsi navajeni voziti po dveh kolesih tako hitro. In to bi zahtevalo verjetno tudi treninge, kot so treningi za motoriste, tudi treningi za vožnjo z električnimi kolesi. Skrb vzbujajoč podatek pa prihaja z Nizozemske, kjer je seveda kolesarjenje v njihovem DNA-ju. In tam so ugotovili, da je 90% vseh smrtnih žrtev tistih, ki so starejši od 60 let na kolesih, na električnih kolesih. Druga spremljevalna lastnost električnih koles je, da so seveda težja. In ko govorimo o težkih kolesih ali težjih kolesih in o kolesarjenju z električnimi kolesi v naravi, se pravi, do tja jih je treba pripeljati z avtom in ko težo povežemo z avtom, dobimo nove težave. In v današnji oddaji bomo ne samo o električnih kolesih, ampak tudi o tem, kako težko jih je pravzaprav dvigniti na streho. V današnji oddaji govorimo o aktivni mobilnosti, o hibridnem kolesarjenju. So tudi v kolesarjenju skeptiki, ki pravijo, da električni pogon ne sodi na kolo? Definitivno. Svet se deli na dva tipa kolesarjev. Na tiste, ki so to zelo odprto sprejeli, in pa na tiste, ki jaz mislim, da v prihodnosti to še bodo. A najprej opravimo z dilemo številka 1. Pomembno je, da vemo, da ta kolesa nimajo motorja, nimajo gasa. Če mi pedal ne poganjamo, tudi baterija in motor ne dajeta od sebe nobene energije. Tako da, toliko, kot boste vi dali energije v kolo, toliko bo potem kolo načeloma dodalo. Tokrat torej ne govorimo o kolesih z dodanimi elektromotorji, ki poganjajo kolo namesto nas, tako kot recimo skuterji in mopedi. Ne, danes govorimo o tako imenovanih pedelekih, torej hibridih, vozilih dveh pogonov, naših nog in elektromotorja. Zanimiv podatek enega mojega prijatelja je, da ko uporabljala električno kolo na poteh, ki jih je prej vozil z navadnim kolesom, je zdaj njegov srčni utrip višji, kot je bil prej, lik zaradi tega, ker kolo te priganja. Ti želiš to hitrost kolesa konstantno držati in zaradi tega tudi bolj pritiskaš na pedala, kar pomeni, da telo še zmeri konkretno delati. Na prvo žogo bi rekel, da so električna kolesa tudi zelo super za nekoga, ki se zdaj odloča, da bo spet začel migati. Slogan proizvajalca teh električnih koles It's you, only faster. Se pravi, še vedno si ti, samo zaradi pogonskega sklopa lahko govoriva o večji hitrosti, v bistvu v klancih, klančinah, ki so bile prej mogoče bistveno večji izziv ali pa nedosegljiva, da se zdaj z njimi lahko spoprimaš in tudi prideš do vrha in uživaš v celi gori. Kje se torej skriva baterija, kje je pogon? Baterijo imamo tukaj zelo lepo skrito že v sam okvir, se pravi pointegrirana v sam okvir, motor pa je skrit v tem delu tukaj. Ko polnimo baterijo, ne rabimo celega kolesa voziti v stanovanje in polniti, ker zavzame veliko prostora, lahko samo z imbus ključem zavrtimo tukaj, odstranimo imbus ven, snamemo baterijo in jo polnite kot telefon v spalnici, v dnevni, kjerkoli. Te polnilci so 4-amperski in napolnijo baterijo 504 vatnih ur v 3 urah in pol.
Ko bo zmanjkalo energije, se boste seveda morali v celoti zanesti na energijo vaših nog, a večini se to ne bo zgodilo prehitro. Pri srednji stopnji pomoči, pri razgibanem terenu, pri neki teži okoli 80 kg, uporabnik mogel doseči nekje od 50 do 70 km, če govoriva o gorskih kolesih. Pri mestnih trekking kolesih pa lahko govoriva tudi tam nekje do 100 km. A hitro je lahko hitro prehitro. V segmentu gorskih koles govoriva o hitrosti do 25 km/h. To je hitrost, ki je tudi zakonsko omejena v Sloveniji. Imamo pa potem tudi kolesa, ki so namenjena predvsem uporabi v mestu za pot na delo, ki pa lahko pomagajo z dodatno močjo tudi do hitrosti 45 km/h. Brez problema se v Sloveniji taka kolesa že registrira in zavaruje, vendar pa s takimi kolesi ne smemo biti potem prisotni na kolesarski stezi, ampak na sami cesti, kot bi bili na primer z motorjem, ker pa jaz mislim, da je ena zelo velika slabost v zakonodaji in da smo na cesti bistveno bolj izpostavljeni določenim nevarnostim, kot bi pa bili na kolesarski stezi. Škoda. Potem, ko smo izbrali električna kolesa, pa pridejo z njimi novi izzivi. Res, da se z njimi bistveno lažje kolesari, ampak njihova dodatna teža pa je nekaj, kar moramo upoštevati tudi pri vožnji na avtu in pri nalaganju koles na avto. Ja, recimo, če smo 4-članska družina, otroka še nimata električnega, mama in oče pa seveda že, potem je treba razmišljati, kako bomo to ekstra kilažo dali oziroma dvigovali na streho ali bomo bolj elegantno vozili na vlečnih kljukah. Za samo inštalacijo na avto res ne rabite ne veliko truda in ne veliko časa. Zadevo nastavite na kljuko, poklopite ročico, zadeva stoji, kolo gor, smo v 1 minuti pripravljeni, da gremo kolesati. Toda električna kolesa so težka med 20 in 30 kg, kar pomeni, da zadek ali pa streho tudi do 2-krat bolj obremenijo, to pa vsekakor zahteva dodatno pozornost. Koliko pa pravzaprav lahko obremenimo avto? Če pogledamo pri tem našem Rangerju, ki ima samonosno šasijo in ko je kljuka vlečna naprava dejansko pritrjena na to samonosno šasijo, je obremenitev do 225 kg. Medtem ko pri klasičnem osebnem ali pa SUV-ju pa so te obremenitve nekje okoli 100 kg. Kaj pa obremenitve strehe? Pri obremenitvi strehe je pa pomembno, da upoštevamo priporočila proizvajalca za razporeditev strešnih nosilcev, da se teža čim bolj enakomerno porazdeli, da ne obremenjujemo samo ene točke na celem pokrovu streh. Dokler ne presežemo te obremenitve, bo sistem za nadzor stabilnosti lahko uspešno pomagal avto krmil tudi v izrednih situacijah. Kaj pa naredi sam sistem za nadzor stabilizacije? Pri razvoju vozila izvajalca vzame v obzir vse možne situacije, kot tudi dodatna obtežitev v prtljažnem prostoru, dodatne opreme kot primer kolesa in tako dalje. In vse to komponira pri izdelavi samega sistema. Tako da ESP je že vnaprej programiran, da lahko prepozna te situacije in uspešno s pomočjo zaviranja koles ohranja našo stabilnost na cesti. Kako pa ESP kontrolira vse te pospeške in bočne sile in vse, kar pride zraven s takšno obtežitvijo? Vsebuje več senzorjev, ki nadzirajo gibanje vozila. En med njih je senzor pospeška, bočnega zasuka okoli svoje lastne osi in vzdolžnega pospeška. Drugi senzori so senzori hitrosti koles, senzori zasuka volana. In s pomočjo teh podatkov lahko v vsakem trenutku dejansko ve, kaj se z vozilom dogaja in kakšna je smer gibanja vozila. Na podlagi tega potem s pomočjo svoje krmilne logike zavira ustrezno kolo, da vozilo lahko spravi nazaj v neko stabilno vožnjo oziroma v začrtano smer, kamor vozimo. Je res, da te podatke preverja zelo pogosto? Zelo pogosto, praktično okoli 125krat na sekundo. Vsaka stotinka sekunde odloča o tem, ali bomo lahko varno odpeljali ali se lahko pripeti prometna nesreča. V naslednjih minutah pa se bomo na prvo vožnjo zapeljali z novim Mercedesom A, ki je, podobno kot naši mobilni telefoni, zdaj že tako pameten, da se odzove oziroma nas uboga že, če ga pokličemo po imenu. Recimo, hej Mercedes, a me pelješ na izlet?
Razred A ima v Mercedesovi paleti posebno mesto. Vedno je bil znanilec nečesa novega. Že začel je kot posebnež, ki je losov pripetljaj spremenil v tako veliko zgodbo, da smo preprosto morali vprašati, zakaj danes v dobi, ko na eni platformi naredijo številne različne avte, ne dobimo tudi dostojnega naslednika prvega A-ja. The first generation, the W168, was a very compact car with a special engine, and I think it's hard to build such a car with the new crash regulations for all the countries for pedestrian impact or for the high speed impacts. I think this is really a hard job. We didn't think about it, but my personal opinion is it's not possible. Še posebej na zadnjih sedežih je bilo namreč skoraj toliko prostora, kot ga sicer zase zahtevajo vipovci. Potem smo dobili na čelo dizajna Roberta Lešnika in z njim je razred A začel vlogo pridobivanja mlajših in dinamičnih kupcev. No, za mlade in dinamične je A še danes, celo v še bolj prepričljivi meri. Je tudi še bolj vsakdanje praktičen in v kabini veliko bolj imeniten. A Robert Leznik, kot našega rojaka kličejo v Stuttgartu, pri ključnih novostih, ki Mercedesov status prinašajo manjši razred, tokrat ni imel prstov vmes. Z razredom A Mercedes-Benz uvaja povsem novo zgodbo, kar se tiče upravljanja vozila. Ne samo, da je prvič vgradil zaslon na dotik, ponuja nam tudi klasično računalniško miško, predvsem pa je izpopolnil sistem glasovnega upravljanja. Po novem se bomo z Mercedesom pogovarjali. Hi Mercedes. How can I help you? Play some rock music. Z glasom ga boste ta hip morali upravljati v kakem drugem jeziku. Toda pravijo, da vprašanje, ali slovenščina je ali ni v načrtu, ni odvisno zgolj od tega, kdo bo kupil slovar in fonetične zapise. Pogovarjanje z Mercedesom v naravnem in nerobotskem govoru je najbolj odvisno od števila uporabnikov. We already have a wide array of possible input, but there's also stuff that we're not aware of because the customer uses different phrases and the system learns from this usage. And everyone who drives an A-Class is part of improving its own product. Since it's a cloud-based service and it learns, this will improve on its own just by the users that use it. And the benefit is because we have update over the air, you don't have to wait for the release of the next A-Class or even another software release, a big software release. We can just update this portion, we are over the air and then you have it. Sistem je tudi nasplošno zasnovan tako, da skuša čim bolje ustreči vozniku. Tudi tako, da študira njegove navade. Suggestions were based on your usage of the system. So if you always call your wife on your way home, your wife is suggested here. So some kind of shortcuts. Not shortcuts, is it because shortcuts you need to prepare. The system prepares for you based on how you use it. So it learns from you and gives you what you may want or what you really need. The system predicts. Yes, correctly. Pri tem je celo tako vesten, da v ločene profile shranjuje ugotovitve, kaj imata rada žena in kaj mož. Da je ta avtomobilski butler resnično proaktiven, priča tudi naš pripetljaj. Potem, ko smo za potrebe snemanja skrenili začrtane poti, smo nato skušali najti vodenje do lokacije tiskovne konference prek sprehajanja po menijih. Ako smo se v poplavi možnosti izgubili, smo se preprosto spravili k sebi in zadevo rešili, kot se pristoji tako inovativnemu avtomobilu. Mercedes. How can I help you? Navigate to Vrtić. Route guidance is starting. Navigacija nam je nato odkrila še en A-jev priboljšek – oplemeniteno resničnost. Kamera na vetrobranskem steklu snema dejansko dogajanje na cesti in v ustreznih križiščih navigacija preprosto nariše puščico na dejansko sliko. Tej funkciji služi posebna kamera, ne tista, ki služi varnostnim asistenčnim sistemom, s katerimi je A opremljen povsem enako bogato kot razred S. To pomeni, da ponuja tudi podobne funkcionalnosti. We can do an automatic lane change, ignition by the driver. What's also new is that you have an automatically speed limit assist. We use the camera to recognize the speed limits. We need the ACC for this. And by activating 2 times the button on the left side of the steering wheel, the car will automatically set the speed limit for you.
Mercedes, How can I help you? turn on the seat kinetics. Okay, I'm switching on seat kinetics. For the new A-Class, we introduced the new feature Seat Kinematics. With electrical engines of the seat, we adjust the backrest and the cushion by 1.5 plus minus degrees and the cushion about 2.5 degrees plus minus. It is for relaxing of your muscles and for better blood circulation. It comes when you order electrical seat, it always comes with the Seat Kinematics. Poglejmo pa še eno novoterijo, ki je Mercedes-Benz uvaja hkrati z razredom A, in sicer nadzor vozila z mobilnim telefonom. A preden vas začnejo po glavi rojiti misli, a si to sploh želite, naj vam pokažemo eno preprosto funkcijo. Zagotovo ste se že kdaj vprašali, ali ste avtomobil zaklenili ali ste ga pozabili zakleniti. No, zdaj lahko to preverite kar na mobilnem telefonu in seveda, če ste ga dejansko tudi v resnici pozabili zakleniti, ga lahko preprosto zaklenete. V nadaljevanju oddaje bomo spoznali vsak dan naših 3 testnih voznikov z belimi aurisi. Izračunali bomo skupne stroške parkiranja, udejanili komunikacijo vozili in infrastrukture ter avtomobile, ki parkirajo namesto nas. Sneg bomo pregnali s sončnim stonikom in svetovali vam bomo, kako priti do 7000 evrov vrednega road tripa. Vstopamo v zadnji teden našega 3-tedenskega testiranja 3 vizualno enakih belih Toyot s 3 različnimi pogonskimi agregati. Naši testni vozniki so tokrat 3 gledalci avtomobilnosti, Andrejka, Beno in Klemen. Na svojih vsakodnevnih vožnjah nam bodo pomagali dobiti odgovor, kakšen pogonski agregat je najprimernejši za posamezne mobilnostne potrebe. Beno se namreč vozi skoraj izključno po Novem mestu. Klemen je srečnež, saj na svojih vožnjah praktično nima semaforja in nikoli ne stoji v zastoju. Povsem nasprotno zgodbo ima Andrejka, ki v avto sede že ob 5:30 zjutraj, da se izogne gneči na avtocesti in ob vstopu v Ljubljano. Njene vožnje so do minute natančno usklajene s prometnim tokom. Val 202 pa je njen najboljši sopotnik. Vas že zanima, kaj bodo pokazali papirji? Poročilo objavimo v prihodnji avtomobilnosti. Tokratne novice začnimo z domačo premiero Fordovega EcoSporta. Izredno močnega povpraševanja po malih SUV-jih seveda ne sme ignorirati nobena znamka in Ford je svojo zamudo rešil tako, da je evropeiziral izdelek svoje brazilske podružnice. Prepoznali smo kot nujno, da evropskim kupcem ponudimo pravo evropsko vozilo tudi na evropskih tleh. Kaj se je zgodilo? Iz indijske tovarne smo prenesli popolnoma proizvodnjo evropskega EcoSporta v Krajovo v Romunijo, v katero smo vložili 200 dodatnih milijonov evrov za posodobitev vseh procedur, procesov in izboljšali materijale v samem vozilu. Dodali smo nove tehnologije, posodobili smo ga s sinkom, z blisom in pa seveda opremili 4-kolesnim pogonom, tako da vozilo sedaj še bolj ustreza evropskemu kupcu oziroma evropskemu vozniku. Toyota bo leta 2021 v Ameriki začela prodajati vozila, ki bodo med seboj komunicirala na kratkih razdaljah. Voznik Toyote bo recimo v nepreglednem ovinku že pred samim vizualnim srečanjem vedel, ali se za ovinkom morda skriva moderna Toyota ali katerokoli drugo vozilo, ki bo od sebe oddajalo in sprejemalo signale na posebej za to določeni frekvenci 5,9 GHz. In še več, na tej frekvenci naj bi avtomobili komunicirali tudi z infrastrukturo. Vprašanje številka 1 pa je, zakaj je to samo novica, ki zadeva Ameriko. In v naši oddaji smo že govorili z razvojnikom iz slovenskega operaterja A1, ki pravi, da bi lahko na podlagi izbranih lokacijskih podatkov prilagodili marsikatero prometno situacijo. In v britanskem Yorku prav na teh podatkih temelji pilotni projekt vreden 3,3 milijone funtov,
ki bo prestregel telefonske signale mimo vozečih avtomobilov, tovrstni big data, kot radi rečemo, pa bodo na to služili programski opremi, ki bo trenutni gostoti cest v živo prilagajal delovanje semaforjev. Iz koncerna Volkswagen pa prihaja vest, da so svojim inženirjem zadali cilj, da sistem samodejnega parkiranja v garažnih hišah komercialno obrodi sadove leta 2020. Z drugimi besedami, čez 2 leti se boste pripeljali do garaže, recimo hamburškega letališča, kjer sistem testirajo, tam boste izstopili, vaš avtomobil pa se bo samodejno zapeljal do parkirnega mesta in parkiral, medtem ko boste vi že korakali proti varnostni kontroli. Da je to resnično velika novica, dokazuje analiza podjetja Inrix, ki med drugim izdeluje tudi aplikacijo za pomoč pri parkiranju. V 30 mestih po Nemčiji, Veliki Britaniji in ZDA so namreč preračunali posredne stroške povezane s parkiranjem. Oči izbode podatek, da stroški parkiranja predstavljajo kar 30% vseh stroškov vožnje. Pa vendarle so na vidiku že nove oblike prevoza, ki jih bo treba smiselno in predvsem pametno vključiti. Nemški Volocopter, ki razvija samovozeči električni helikopter, je predstavil idejo, kako bi se ti mali zračni taksiji vključili v javni promet s pomočjo heliportov na strehah visokih stolpnic, katerim bi višjo pretočnost omogočal tekoči trak, ki bi Volocopter takoj po pristanku umaknil v stavbo tega postajališča. No, eden od vlagateljev podjetja Volocopter je tudi Daimler, ki se je svojim novopečenim največjim zasebnim delničarjem Gilijevim Lijem Šifujem dogovoril, da bo Daimler kupil delež v Volvu. Po novem bodo lahko evropske in ameriške znamke na Kitajskem prisotne tudi z lastnimi tovarnami. V družbah Volkswagen, BMW in Daimler so ukrep že pozdravili in hkrati obljubili, da bodo še naprej sodelovali s svojimi aktualnimi kitajskimi partnerji. Stonic je predstavnik avtomobilskega segmenta, za katerega množični avtomobilski proizvajalci dobesedno morajo pripraviti svojega predstavnika. Gre namreč za najhitreje rastoči razred, če bo šlo tako naprej, bo to kmalu najštevilčnejši razred. Skratka, to je razred avtov, katerega danes gledajo zmerni kupci, ki ne potrebujejo enormno veliko prostora, ne veliko konjskih moči, ne najsodobnejše opreme, a najcenejše nizkocenovne možnosti in pa tudi ni nujno izbrati. To so kupci, ki se z avtomobili ne marajo posebej ukvarjati, zato tudi avtomobilnost gledajo bolj zaradi mobilnostnih vsebin, kot pa zaradi avtotestov. In to so kupci, ki bodo v trgovskem centru šli 1000-krat mimo razstavljenega avta, opazili pa ga bodo šele takrat, ko jim bo prijazna hostesa pred oči ponudila podatek o kar 7-letni garanciji in možnosti brezplačnih servisov. A v tistem kratkem trenutku bo nadvse pomembno, da se bo temu sicer nezainteresiranemu kupcu razstavljeni avto zdel lep in simpatičen, v drugem primeru bo ta kratkotrajni interes spet izgubljen. In Stonic na tej točki zagotovo ne bo izgubil zanimanja. Je pa res, da samo v primeru, da bo razstavljeni Stonic obarvan in opremljen atraktivno. Sicer se bo skril v povprečnosti in roko na srce, v povprečnosti se bo izgubil tudi, če ga bomo ocenjevali z metrom v rokah. A tokrat bo povprečen v primerjavi s klasičnimi malčki tipa Clio, Polo, Fiesta, ne pa toliko v primerjavi z malimi SUV-ji, kar bi Stonic hotel biti. Namreč opaska številka 1 je, da je Stonic preveč klasičen malček, preveč je podoben Kijinemu klasiku z imenom Rio. Konkretno to pomeni, da se v Stonicu po SUV-ovskih kriterijih sedi prenizko, oziroma za SUV se vstopa premalo pokončno. A saj to ni kritika, zgolj dejstvo, ki ga morajo poznati zainteresirani z bolečinami v križu. Pa še eno pomembno, a enostavno rešljivo opasko imamo. 1,2-litrski atmosferski bencinski motor bo večini mnogo prešibak. Smo namreč že povsem navajeni najmodernejših turbomotorjev, ki potegnejo že iz nizkih vrtljajev in jim zato ni treba nikoli priganjati v tiste vrtljaje, kjer poraba naraste do nerazumnih mer. V primeru tega Stonica do dobrih 7 litrov. Mi pravimo, da vsekakor raje izberite litrski turbomotor. Drage gledalke in gledalci, zahvaljujemo se vam za vaša vprašanja, ki ste jih naslovili na politične stranke, ki se letos potegujejo na državnozborskih volitvah za naše glasove. Vprašanje zelo veliko. Pregledali jih bomo, oblikovali
in seveda naslovili na politične stranke. Ne čisto vseh, ker nekatera niti ne posegajo v politiko, ampak so pa vsa, moram priznati, da zelo zabavna in če imate čas, poglejte pod komentarje na mojem MMC-jevem članku. Niso vsa zabavna, nekatera so res zelo zabavna, recimo to, da bi prosil nekdo, da se pogovorimo z košutami, ki ne ubogajo prometnih zakonov. Zelo veliko je zelo tehničnih, se ukvarjajo z prometnimi znaki, signalizacijo, krožišči. Veliko jih je z področja okoljskih obremenitev prometa, z rešitvami mobilnostnih vprašanj v velikih mestih, zelo tehtna vprašanja, ki se jih pogosto lotevamo tudi v avtomobilnosti. In pa še eno zahvalo imamo vsem tistim, ki ste se že prijavili na našo akcijo Share Dunlop Spirit in pa morda namig za vse tiste, ki o tem še razmišljate. Videli smo veliko dobrih posnetkov, ampak ne iščemo hollywoodskih filmov, ampak si samo želimo spoznati, kdo ste vi. Vzemite telefon, prižgite kamero, usmerite jo vase in povejte, zakaj ste ravno vi oziroma vaša druščina tisti, ki si zasluži 7000 evrov avto in pa karto s postanki za pot na Škotsko. Drugače pa se vidimo naslednji teden, vmes pa nas spremljajte na zavihko Avtomobilnost na MMC-ju, na YouTubeu, na Instagramu in na Facebooku. Se vidimo.